Spoštovane občanke, občani, en lep dober dan tukaj iz Dolgega, izpred Aljaževega spomenika. Za nami vidimo cesto Kranjska Gora, Jesenice, prazno, petek popoldan. V predelu med postajališčem Topolino in tunelom je poostrena kontrola prometa, ki ga vrši policijska postaja Kranjska Gora s pomočjo Jeseniške. Vidimo, da se res v bistvu ljudje držijo, da ne prehajajo občinskih mej. Mislim, da so do zdajle v današnjem dnevu zavrnili 2 osebna avtomobila, tako to kaže, da je res tudi ozaveščenost Slovencev na višku. Tukaj moram pohvaliti tudi našo občino. Te ukrepi, ki jih je sprejela vlada v zadnjem svežnju, se pravi prepoved prehajanja med občinskimi mejami in seveda tudi zadrževanje in uporaba javnih prostorov, uporaba zaščitnih sredstev v zaprtih javnih prostorih, mislim, da so obrodili kar nekaj uspehov, tako da smo lahko zadovoljni. Občina Kranjska Gora, kljub temu, da ima 3 pozitivne primere okužene z COVID-19, se pravi s koronavirusom. Mislim, da smo lahko brez skrbi, da kaže na to, da občina in njeni občani dosledno spoštujejo navodila. Tako na tem mestu lahko pohvalim samozaščitno držo in tudi seveda izvajanje vseh ukrepov, tako policije kot civilne zaščite, ki danes tudi pomaga v bistvu z nadzorom teh manjših povezav proti Vršiču, dolini Soče in proti Radovni. Mislim pa, da tukaj sploh, tako kot smo dogovorjeni, gre bolj za v bistvu monitoring, koliko recimo samih prehodov v današnjem, jutrišnjem in v nedeljskem dnevu naj bi bilo. Ne pričakujemo nobenega bistvenega kršenja, posebej iz teh 2 strani, ker sami vemo, da Gorje in Bled že tako ali tako kontrolirajo to na Betinovem klancu in tudi v krožišču pri Lescah, in se pravi, da iz smeri Gorje in Bleda ne pričakujemo nekega v bistvu povečanega dotoka ljudi, turistov, dnevnih gostov. Prav tako pa ne pričakujemo strani Trente. Če pa prehajajo seveda domačini, Gorjanci, pa seveda tudi kakšen Trentar, če pride, pa sigurno nimamo namena jih obračati. Mislim, da tukaj moramo, tako kot je tudi minister povedal, da je tukaj treba biti človeški, da je tudi treba vzeti ta faktor, ki obstaja, se pravi ljudi, ki prehajajo iz takih in drugačnih razlogov, ki tudi v tej v bistvu svežnju ukrepov niso bili zajeti, in je včasih treba tudi pogledati recimo zakonca 2, eden z prebivališčem, drugi ne, z mogoče samo začasnim. Mislim, da tukaj ne smemo preveč komplicirati. Komaj čakamo, da se občina Kranjska Gora, tako kot vse druge občine, odprejo in da se spet vzpostavi normalen življenjski cikel. Jaz upam, da bomo to v mesecu z takim v bistvu režimom, kot ga zdaj imamo, tudi dosegli. Jaz se tega srčno veselim in tudi verjamem, da vsi vi. Tukaj mogoče bi še poudaril to, da smo danes zagotovili vsako gospodinjstvo eno pralno masko. Tam, kjer boste še kaj rabili, če bo prišlo do kakšnega problema, se obrnete na našo civilno zaščito, na dežurno številko naše občinske uprave in se bomo seveda tudi zgovorili, da boste dobili še to manjkajočo opremo.
Občina Kranjska Gora je težko dobila to opremo tudi samo za v bistvu svoje delovanje gasilskih društev, naših teh nujnih služb, ki jih zalagamo, in v bistvu tukaj se moram zahvaliti našim fantom z štaba civilne zaščite, da so s svojo iznajdljivostjo pa tudi poznanstvi nenazadnje dobili in si zagotovili dosti opreme, ki jo imamo v skladišču naše civilne zaščite. Jaz bi tukaj na tem mestu vse naše občane, občanke še enkrat lepo pozdravil, se vam zahvalil za res dobro držo, za sosedsko pomoč, za humanost, za pripravljenost pomagati, ker le sosedska pomoč v teh težkih časih najbolj prav pride. Če veste, da se kje rab pomoč tudi nas, civilne zaščite, tudi mogoče, če ljudje pridejo v stisko za prevoz, za kakšno hrano. Občina Kranjska Gora je razdelila kar nekaj že teh paketov za bolj ogrožene prebivalce, te mogoče tudi, ki niso tako mobilni. Tudi z Rdečim križem smo še v drugem valu razdelili še nekaj teh paketov. Je pa to živa stvar in okolikor bi opazili, da kakšen sosed, kakšen znanec ima probleme, da prihaja v bistvu pri njih do teh pač ali mogoče transportnih problemov, socialnih problemov, da se obrnete na občino, civilno zaščito, in to vam bomo rade volje pomagali našim občanom. Najlepša hvala za vaše sodelovanje, za dobro držo v teh težkih časih. Upajmo, da se čim prej iz tega izvlečemo in da začnemo normalno živeti. Je pa res, da posledice bojo tako finančne za sam proračun občine Kranjska Gora, za pač vse gospodarstvo v občini Kranjska Gora, ne nazadnje v cel Sloveniji, cel Evropi, celemu svetu, ampak nas naj zanima bolj naša mikroklima, se pravi naši podjetniki, naše gospodarstvo, naši zaposleni, naši starejši, naši otroci. In tukaj na tem mestu jaz tudi kot župan občine Kranjska Gora obljubljam, da bomo poleg države, ki je že aktivno pristopila k reševanju problemov z temi ukrepi, ki ste jih verjetno tudi že sami slišali, za gospodarstvo, za socialno ogrožene in tako dalje, da bo tudi občina Kranjska Gora ob prvi seji občinskega sveta poskušala čim bolj omiliti ukrepe našemu gospodarstvu, seveda pa kar je v naši pristojnosti in kar je v naši moči. Zavedati se moramo vsi, da moramo tudi vsi skupaj, občinski svetniki in jaz kot župan, držati v bistvu vzdržnost našega proračuna, se pravi, da občina kljub vsemu ostane pozitivna, da občina ostane solventna in da se lahko posluje naprej, tako kot do zdaj vsa leta. Jaz vas še enkrat pozdravljam, ostanite zdravi in nasvidenje v naslednjem javljanju.